Skratka, spletna prodaja je torej tisti drugi del, s katerim se soočamo v našem online biznisu. Tretja pa je v bistvu, kako zdaj te produkte in programe dejansko spraviti do naše ciljne skupine, to se pravi do naših strank oziroma do naših udeležencev v programih. Tukaj pa dejansko govorimo zdaj, če bi bolj tako šli pogledati iz biznis vidika, govorimo o razvoju programov oziroma produktov. Jaz temu rečem kreiranje, skratka, da kreiramo produkte, programe in tako naprej. Je pa tukaj v tem delu, bom rekla, zraven vključeno tudi samo izvajanje programov. To se pravi, ko govorimo o spletnih programih, če tukaj govorimo o spletnih programih, spletnih storitvah oziroma spletnih recimo mentorskih coaching programih in tako naprej, imamo tukaj tudi izvajanje, ki mu v bistvu rečemo moderiranje online programov oziroma upravljanje teh online programov. Bom tako naredila, da bo vizualno malce lepše. In tudi tukaj podobno, kot smo rekli pri marketingu in kot pri spletni prodaji, se pravzaprav soočimo z dvema stvarema. To so v bistvu kreiranje vsebin, to se pravi, kako sploh te programe skreirati iz vsebinskega vidika, zato da so res didaktično oziroma izobraževalno učinkoviti, če govorimo o programih, da zagotovijo dobro spletno učno oziroma uporabniško izkušnjo, kjer se seveda odvijajo na terenu, in kako v bistvu pravzaprav to tudi spet menedžirati oziroma upravljati. Okay? Tako da zdaj si pa gremo pogledati majčkeno bolj konkretno še vsako od teh področij, kaj pravzaprav zdaj v resnici pomeni delati marketing oziroma promoviranje, kaj konkretno pomeni v okviru online biznisa spletna prodaja in kaj tam delamo in kaj pomeni pravzaprav razvoj oziroma kreiranje online programov in kaj tam delamo.